Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o pravici do nevednosti. O tem smo se tudi pogovarjali na 3. nacionalni konferenci o vzgoji in izobraževanju, ki sem se jo udeležil pred kratkim. In ena gospa je na plenarnem predavanju govorila o tem, kam gre izobraževanje in naša družba v smislu vse večje transparentnosti, deljenja osebnih podatkov oziroma vseh informacij o tem, kaj se z neko osebo dogaja. Smo na prehodu iz družbe, kjer je bilo večino stvari skrito. Svet so do zdaj vodile določene skrivne skupine ljudi, ki so imele napredno znanje o tem, kako ta svet deluje. In tudi stvarstvo v širšem pomenu je bilo vodeno na podoben način, torej tudi v onostranstvo, v tem duhovnem svetu je obstajala piramidna struktura vodenja, ko so se določene informacije pred večino biti skrivale, zato da so lahko tisti, ki so bili vzgoraj, stvari vodili. Na Kitajskem se dogaja poizkus vlade, da bi nadzorovala sleherno premikanje vsakega državljana in da bi se na ta način zgradila baza podatkov o vsakemu posamezniku, v smislu, koliko je posameznik etičen, zaupanja vreden, torej da dobi neko oceno točkovanja po lestvici zglednega državljana. O tem je tudi bil posnet nek film. Gre pa družba vsekakor v vse večjo transparentnost. In vprašanje je, v kakšni meri ohraniti stopnjo zasebnosti in v kakšni meri dopuščati pravico do nevednosti. Kot se je odkrilo pri raziskovalni skupini, ki sem jo odkril pred 8 leti z imenom Destiny, se je pojasnilo, da vodenje stvarstva na ta način, da nekateri vedo vse ali večino stvari, nekateri pa igrajo vlogo naivnih, nevednih podložnikov ter slepo ubogajo nadrejene, zato da bi vse skupaj delovalo v harmoniji. Tak sistem upravljanja ni trajnosten. Pokazalo se je, da ni mogoče ustvariti harmonije in sožitja na ta način, da nekateri posamezniki nimajo zavedanja o tem, kako celotno stvarstvo dejansko funkcionira in da posledično ne sprejemajo odgovornosti za svoje dejanja, ker se sklicujejo, da so zgolj ponižni, ubogljivi,
služabniki, kot neke vrste vojaki, da je njihovo poslanstvo, njihova služba zgolj izvrševanje ukazov in da je to potrebno zato, da se celotna družba ohrani v takšnem redu, kot ga imamo. Torej, gremo v smer ugotavljanja, da kljub temu, da je na voljo preko informacijskih sistemov vsakemu posamezniku sedaj ogromna količina informacij in da v sedanjem sistemu lahko človek funkcionira najbolje, če je ozko specializiran, je ta ozek pogled škodljiv, zato ker bi lahko z veliko večjim oziroma širšim zavedanjem rešitev lahko ustvarili veliko boljšo družbo. Sedaj je iz strani določenih organizacij veliko zatajevanja informacij, ogromno je laganja, predvsem zato, da bi se iz ljudi izvabilo čim več denarja. Primer je recimo farmacija, ko se prodajajo draga zdravila, zato da bi se pozdravile bolezni in to na zelo neučinkovit način, medtem ko obstaja ogromno poceni učinkovitih naravnih zdravil in zdravilskih metod, o čemer pa seveda javnost nočejo informirati, kajti te rešitve niso dobičkonosne. Torej, vsak od nas je vpet v družbeni sistem, ki še zdaleč ni idealen in nas pravzaprav sili v to, da smo v nevednosti. So službe, kjer je človek celo plačan za to, da ne ve določene stvari, in če bi določena oseba razširila svoje zavedanje, bi izgubila tudi delovno mesto. Od vsakega od nas je torej odvisno, na kakšno pozicijo v družbi se bo povzpel in v kakšni meri bo presegal svojo nevednost te realnosti. Jasno je, da trenutno ne moramo vsem razodeti vse, ker je ogromno možnosti za zlorabe. Če bi razodeli vse naše osebne podatke, vse intimne podrobnosti, bi marsikdo to lahko izkoristil proti nam, v našo škodo. Kar lahko vsak od nas naredi, pa je to, da se vsak zaveže, da tudi če bo izvedel za kakršnokoli informacijo, ki jo je možno uporabiti nekomu v škodo, da tega ne bo storil. In na ta način, ko bomo ljudje v čim večjem številu stopili na to pot zaveze, da bomo delovali v korist vseh živih bitij in da ne bomo nikomur namerno škodili, potem bo lahko v družbo prihajalo tudi vse več
močnih, vplivnih, koristnih informacij, z katerimi bomo našo družbo lahko spremenili v veliko bolj prijetno, harmonično obliko. Hvala za posluh in nasvidenje.